Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvala, dr. Jao Junhao. Evo, imam satelite, to je nova moda. Kakšne točke imam jaz zdaj aktivirane z akupunkturo, Miha? Doktor ti je stimuliral kot pogostokrat točko na vrhu glave, ki se imenuje Bai Hui, kot 100 sestankov, je najbolj yang točka, je točka, kjer vsi yang kanali se združijo. Posebnost te točke je pa v tem, da lahko uravnava človeško energijo glede na situacijo. V smislu, če je energija prenizka, jo lahko dvigne, ali pa če je energija preveč visoka, jo lahko spusti. Wow. Poleg tega ti pa stimuliral še eno spredaj, se imenuje pa kot soba duha oziroma palača duha. Palača duha, odlično. Dr. Jao Junhao danes torej v naši družbi skupaj z ostalimi gosti. Danes bomo govorili o akupunkturi in ne samo o akupunkturi, tudi o telovadbi in tudi pokazali bomo nekaj vad, ki jih lahko izvajate vi doma. Nič ne potrebujete, nobene uteži, nobenih pajkic, nobene podloge za jogo, skratka samo voljo, da vstanete in da začnete. Ko smo že ravno tukaj pri akupunkturi, kar nekaj iglic ima Andreja že dejansko na telesu, pa še kakšno bo dobila. Ima veliko ljudi predsode, kar se tiče akupunkture, v smislu, da je to nekaj bolečega, nekaj invazivnega. Ker igle ponovadi, ne vem, jaz ne poznam ljudi, ki bi se navduševali nad njimi. Mogoče malo nepoznanosti. Tisti, ki prvič pridejo na akupunkturo, pa še tega ne poznajo, ampak takih je čedalje manj. Pa po eni strani zaradi tega, ker smo navajeni od naših zdravnikov, tistih, ko bi rekel, injekcij, ki znajo biti malo boleče. V primerjavi s tistimi so akupunkturne iglice res iglice, katere sploh ne čutijo. Kakšne se čutijo malo po večini primerov kot recimo pik komarja, ki ga včasih zaznamo, včasih ga ne. Smo pa tudi različni ljudje, različno občutljivi, pa tudi različne točke so različno občutljive ob različnih dnevih. Koliko je recimo ta iglica, recimo te dve, ki imam jaz na glavi, koliko je to širina? Mislim, da je primer iglice 0,3 mm. 0,3 mm. Tako je res. No, evo, skratka, ni razloga, kar se tega dejansko tiče. Doktor Jao, kar izvolite, še zadnja tale iglica, ki smo jo pričakovali, kam bo zdaj šla? Ta zadnja iglica, mislim, da bo doktor stimuliral točko, ki se pa imenuje vrata duha. Gre za točko, ki je na meridianu srca. Je pa izbor točk, ki jih je tukaj doktor naredil. Aha, kar nekaj imamo, ja. Izbor točk, ki sledijo vzorcu, kakor za pomiritev duha, uma, srca. Kakorkoli je to. In verjetno po pregledu se vsakič naredi nova strategija, ki jo naredi zdravnik tradicionalne kitajske medicine. Se pravi, kje, kdaj, kako, ti se nič ne rabiš obremenjevati s tem, ne? Ja, doktor na začetku pri pregledu postavi strategijo, predlaga en sklop terapij in po sklopu terapij se ta pregled ponovi. In doktor, to je ta posebnost tradicionalne kitajske medicine, individualni pristop, oziroma v smislu glede na simptome bomo izbrali določen nabor akupunkturnih točk ali določen nabor zelišč ali pa recimo tudi določen nabor telovadbe oziroma samomasaže. Se pravi, pristop tradicionalne kitajske medicine je celosten. Ja, kakor telo kot celota. Drug problem je pol povezava človeka z naravo pa z družbo. Tako, se pravi, ljudje pridejo, hodijo na akupunkturo, ampak kaj pa lahko pomigajo tudi doma, ne? Absolutno, absolutno. Mi si zelo želimo, da se terapije akupunkture kombinirajo s tem, kar ljudje sami počnemo doma. Še posebej, prehrana pa spanje sta zelo pomembna. Gibanje oziroma ta kombinacija počitek, gibanje pa tudi. In tle v tej tradiciji tradicionalne kitajske medicine so določene telovadne vaje ali pa dihalne vaje, ki bi rekel, ki imajo že res tisočletno tradicijo. Odlično. In danes si pripeljal prijateljico Darjo, prijateljico ordinaciji tradicionalne kitajske medicine. Pozdravljena, Darja. Kaj Darja izvaja? Vidimo, da ima tudi posebno oblačilo. Darja je daoistična mojstrica. Darja se v bistvu pripada skupaj z Juretom Wudang kung fu šoli. Izvaja pa daoistični qigong, mislim, da v glavnem Baduan Jin, Tai Chi Chuan pa drug kung fu. Wow, izjemne tehnike.
No, so še drugi. V bistvu daoistična tradicija, daoistična misel je tista, ki predstavlja, lahko bi rekli, temelj tudi kitajske tradicionalne medicine in od tod izhajajo potem tudi razne gibalne tehnike. Namreč od nekdaj so ljudje vedeli, da če želimo imeti zdravega duha, ne zadostuje, da sedimo v meditaciji in temveč je zelo pomembno, da tudi gibljemo. Ljudje smo sestavljeni iz duha in iz telesa. In ker smo rojeni v telo, je prav, da poskrbimo za oboje in eno na drugo vpliva. Eno na drugo, odlično. Jaz sem brala odlične raziskave, kako pri starejših, ki izvajajo te vaje, kako se zmanjšajo padci, kako se zmanjšajo težave z možgani, 1001 zadeva dejansko. Ker veliko ljudi, danes je trendi joga, joga, ampak vendarle sama vidim in opažam, da so te vadbe zelo, zelo primerne za vse ljudi in tudi, da se jih prej lotijo, sam če jim nekdo pokaže, kako ne. Ja, res je. Torej z možem imava zavod Chilab, kjer dejansko imava zelo bogate izkušnje tako z otroci, kakor tudi z starejšimi. Najstarejša učenka, če uporabim ta izraz, je gospa, ki je stara 87 let, gospa Valburga iz Mil. Namreč poleg Ljubljane imamo tečaje tudi v Kopru, Kozini, v Miljah, se pravi na italijanski strani. No in gospa ima v bistvu zdaj samo še 5% vida, a ne glede na to redno prihaja na vaje. Redno prihaja na vaje. In gospa je kljub svojim 87 letom še vedno sposobna dvigati roke in jih iztegniti, kar je pogosto problem pri starejših. Je sposobna kljub izredno slabemu vidu, ima dokaj dobro ravnotežje. Darja, bi lahko demonstrirala kakšno zadevo, tako preprosto, pa da spodbudimo gledalce, da se vstanete in dvignete riti s kavča, kajti vsaka sekunda, ki jo namenimo temu, da negujemo svoje telo, je verjetno pomembna, ne? Absolutno. Tako, izvoli Darja. Hvala. Kaj boš najprej pokazala? Za začetek bi v bistvu pokazala eno figuro iz Shen Gong. To je v bistvu ravno tako neka oblika qigonga, vaj za ohranjanje in krepitev zdravja, ki deluje po principu raztezanja in sproščanja. To je izjemno pomembno zaradi tega, ker tam, kjer je kri, tam je či. In kjer je či, to je ta mojstrica Tien Li Fang pokazala na seminarju. Aha, to je pa kar, prosim. To je mojstrica. Pokazala bom dve vaji, eno, ki je zelo enostavna, in eno, ki je nekoliko bolj komplicirana, je pa zaradi tega izjemno učinkovita. Torej, prva vaja, to gotovo že vsi poznate, jo izvajamo takole, se pravi, samo stegnemo roke, maksimalno, kar lahko. Spustimo. S tem je naše telo čisto raztegnjeno. In zdaj se samo sukamo. Najprej v bokih, nato v pasu in nato še ramena. Se pravi, najprej malo več in čist. Vedno več. V bistvu ob vdihu napravimo zasuk v bokih in spustimo. Nato v pasu in sprostimo. In nato v ramenih. Osnovni princip tega je, da v bistvu s tem, ko telo napnemo, se napnejo vse mišice in ko ga sprostimo, se sprostijo tudi vse mišice in kri steče do kotičkov naših prstov in smo vsi ogreti. Ker včasih jaz vidim, da sem zakrčena ali pa da smo zakrčeni, pa sploh ne vemo, da smo, ne? Ja, res je. To sploh, ko smo pod stresom, se niti ne zavedamo, da smo v neki naglici in da moramo nekaj napraviti na tak način. Potem pa največkrat se čuti to v ramenih. Največkrat smo ljudje zategnjeni tukaj v ramenih, pa niti ne vemo, zato ker smo ves čas v neki drži. Želve, ne? Ja, želve, ja. Postanemo. Ja. Potem pa tujina masaža pri zdravniku, pa vriskamo, ne? Točno to, akupunktura, tujina masaža ali pa telovadba iz tradicionalne kitajske tradicije. No, se je zanimivo, ko se... Je glih tista, ki nam omogoča, da se obrnemo na noter, pa da pogledamo, kakšna je. Recimo čisto na telesni ravni mišična napetost.
ali pa da opazimo, kakšen je naš dih in da s tem, ko to uravnavamo telo kot celoto. No, ko ste že ravno omenili želvo, vaja želva je ena izmed vaj 5 elementov, ki je sicer povezana z elementom vode, se pravi tudi z delovanjem ledvic in pa mehurja. Je nekoliko bolj zahtevna, kot mogoče izgleda. Je pa izredno fajn zaradi tega, ker ob tej vaji masiramo ledvica. In s tem, ko masiramo ledvica so pa tisti organ, ki je hranjena, ki je izjemno pomemben za energijo v celem našem Bistven, telesu. ne? Za pretok in Za pretok, ja. Sploh ta pasni del, tukaj se gibljamo v pasu, je izjemno pomemben, ker iz pasu v bistvu se sproža energija po celotnem telesu. Se pravi, tudi ples bi doktor Yao Jung Hao rekel, v redu, kar hodite plesati. Absolutno. Ravno daoistične veščine izhajajo iz plesa, iz šamanskih plesov. In od to so se razvile marsikatere tudi gibalne tehnike. Se pravi, na akupunkturo pa še plesati. Tako, potem pa še na qigong. Pa še na qigong. Ja, Evo, dajte. odlično. Naslednja vaja, ki jo boš Darja demonstrirala, je pa tale malo bolj zakomplicirana. Ja, želva, recimo, ko ste že omenili, se pravi, to je zelo enostavno, ni enostavna, se pravi, napravimo korak in se zasukamo. Pomembno je, da se zelo zasukamo v pasu. Da se zasukamo v pasu. Ja, ta zasuk je pomemben, zaradi tega, ker s tem napnemo zopet pasni meridian, ki se bo ob koraku naprej sprostil. In gremo spet počasi. Najprej v pasu, potem v bokih, noga se izprazni in napravimo korak. Kako to Je lepo to počasno izgleda. dihanje, glih, doskrat so te tradicionalne kitajske vaje zelo počasne. Glih zaradi tega, ker ta postopek počasnosti nam omogoča, da počasi prodiramo v notranjost, da gremo iz površine telesa, glede na zavedanje mišic, pa kit, proti notranjosti, na zavedanje pol či energije, dihanja ali pa pol še globje. Ne, za razliko od recimo joga je drugačna tradicija ali pa recimo tek, maraton je spet drugačna kulturna tradicija pa kulturni kontekst. Za mene to telovadbe. navdušuje zaradi tega, ker mi tukaj hitimo ves čas, ko pa delaš, to se pa čist umiriš. In isto, najraj grem na akupunkturo ob 12. Zaradi tega, ker vem, da po cirkadijalnem ritmu je to čas, ko pride. In tudi odlično mi je, da sredi tistega dneva, ko je za mano že ne vem koliko sestankov ali pa vse možno, da dejansko, ko pridem k zdravniku, ki mi da igelce gor in dam mir. To mi je tukaj super, premalo se umirjamo, ne? Zato je zelo pomembno, da te vaje delamo počasi. Na začetku, ko sem pokazala to figuro iz Shen Gonga, ki je namenjena ravno ogrevanju in raztezanju telesa, je pomembno med drugim zato, ker če zelo počasi delamo gib, se natančno zavedamo, do kod lahko gremo. In zanimivo je, da če naprimer ob izdihu lahko ta gib podaljšamo in s tem se tudi naše sposobnosti v vseh smerih razvijajo. Pomembno. Še eno vajo bomo videli, ki je pa majčkeno bolj fizično Zahtevna bolj je. zahtevna, Tako, ja? to je tudi izvaja Shen Gong. Aha. Je vaja, ki če jo izvajate, morate biti zelo previdni, predvsem tisti, ki imajo mogoče težave z srcem ali pa s krvnim obtokom. Pomembno je in sicer zaradi tega, ker spuščamo glavo navzdol. Aha. Zelo pomembno je, to bom zdaj vnaprej pač povedala, da ko spustimo glavo navzdol, jo potem zelo počasi dvigamo. Zaradi tega, Da se ti ne zvrti, ne? Da se ti ne zvrti. Ali pa recimo tudi, da kri oziroma energija ne prehitro udari v glavo. To potem ljudje na različne načine. Jaz imam nizek pritisk in moram pri takih zadevah biti ekstra pazljiva, drugače skit na tleh. Ja, ekstra pazljiva, vendar je pa zelo dobra tudi zate. Odlično. Boš pa ti komentiral majčkeno zraven, ne? To je vaja, ki jo je pokazala mojstrica Tien Li Fang, mislim, ki je iz Wudangshana, ko je bila na obisku. Spada pa med skupino vaj, ki se imenujejo Dao Yin. Dao Yin, tle v tem smislu pomeni, kakor voditi ali pa vlečti energijo. Ne, da se energija vodi v določen del telesa, pa da je zdaj v določenem delu telesa zelo velik, ko bi rekel pozornosti, energije, toplote, v določenem telesu pa malo, pa se pa to obrne. Tam, kjer je bilo prej malo ali pa nič, bo zdaj velik in obratno, tam, kjer je bilo prej velik, bo zdaj malo in se tako v bistvu ta
spreminja, obrača naša energija iz polnega v prazno, iz praznega v polno in na ta način jo lahko bolj začutimo. Ne? In ker vsak čuti svojo energijo drugače, je zato ta izkušnja akupunkture ali pa telovadbe za vsakega v bistvu malo drugačna. Wow, izjemno. Hvala lepa, Darja. Miha, a greva midva pogledat? Zdaj pa bo že čas, da da iglice ven, ne? Ponavadi, ja, so Ponavadi, terapije ne? okrog 30 minut. Koliko časa? Jaz imam občutek, jaz, ko sem na mizi, včasih izgubim občutek za čas. Koliko časa načeloma bi naj bile iglice not? Okrog 30 minut. Je okrog 30 minut. Okrog 30 minut, včasih malo več, včasih malo manj. Odlično. Evo, bomo videli zdaj tudi, kako izgleda ta del, ko vzame iglice ven. Vse to je nekaj najbolj enostavnega, verjetno, ne? 你还有如果想说什么话 OK 是不是拔针很简单没什么特色吗拔针怎么说呢拔针的时候还是有讲究的如果 Ja, ni čisto vseeno, kako pobira iglice. 如果把那个针孔摇大，然后抽出来，我不按的话，那个就是泄法。 Glede na to, a hoče dopolniti ali pa spustiti energijo, je pol različno močno in zabadanje in vlečenje ali pa tudi različno hitro. 拔的时候马上很快的把它按住，那个就是补。 Oziroma glede na to, ko pobere iglico, a takoj, ko bi rekel, to luknjico pokrije pa pritisne ali jo pusti odprto. Je pač odvisno od tega, a je na začetku presodil, da gre za primanjkljaj ali prebitek. In a hoče zdaj za to zdravilsko tehniko, ko bi rekel, kot alopatska medicina, a hoče dodati ali hoče spustiti. Oziroma na določenih delih mogoče kombinirati, na določeni točki dodajati, na določeni točki pa spuščati. Wow, tu cela znanost zadej. Je. Si želel dodati še kaj pomembnega pri akupunkturi, zato da se bojo ljudje opogumili, da dejansko naredijo ta korak? Ker jaz svojega očeta še zdaj nisem prepričala, ne? Pa vem, da ima težave z migrenami, ker vem, da je akupunktura izjemno uspešna. Vse gledalke pa gledalce vabim, da si recimo ogledajo najprej našo spletno stran. To je kitajskamedicina.si. Tam imamo zelo veliko različnih informacij, različnih člankov, ki so jih napisali zdravilci, ki pri nas delajo. In ja, zadeva je zelo zanimiva. Predvsem koristna, ne? Škoduje sigurno ne. Koristi lahko pa zelo. In tukaj se mi zdi, da je tisto, kar je pomembno, da se dejansko zavedamo in da to kombiniramo in s telovadbo, in z ustrezno hrano, in z vsemi zadevami, potem imamo zagotovljen uspeh. Ja, da si vzamemo malo časa zase. Velikokrat srečam v ordinaciji tudi otroci dejansko prihajajo. Ja, tudi. Otroci, v glavnem je posebna tojna masaža za otroke, ali pa gua sha, to česanje kože je tudi zelo v redu za otroke. Sicer pa različno od primera do primera. Ampak ja. Tudi starši prihajajo. Zadnjič je prišel en oče s svojo hčerko, pa sta šla oba hkrati dejansko na iglice in pa sta se pogovarjala, jaz smela pa tu, jaz smela pa tu, prav super je bilo. Ja, meni se zdi to ful dobro, da si te, ko bi rekel, izkušnje izmenjujete. Tako. Ja, in isto velja tudi za telovadbo. Glih tako za mlade je ful v redu, sploh kakšen, ki je bolj mogoče kung fu kot borilne veščine in za starejše. Odlično. Najlepša hvala, dr. Yao Jun Hao in seveda Darja, pa seveda tudi tebi, Miha. Skratka, poti je več. Poti, ki je nihče ne more prehoditi namesto vas, je pa definitivno naša želja, da vam pokažemo, kakšne obstajajo. In torej pot tradicionalne kitajske medicine je tista, ki gleda na človeka celostno in tudi na takšen način potem nudi orodja. Kakšno pot boste pa vi izbrali, je pa vaša odločitev, samo izberite jo, ker si to zaslužite.